V tem video vodiču o tem, kako se lotiti spletnih tečajev za dvojezični trg, torej zlasti v primeru, ko že imaš platformo, torej platformo za spletne učilnice in pa ko že imaš svoje e-tečaje, ki so v slovenščini, kaj zdaj to potegne za sabo, če želiš iti na mednarodni trg in kaj vse je treba narediti. Spletni edukatorji me namreč pogosto, ko se odločajo za platformo, za izbor platforme za spletne učilnice, torej LMS-a, sprašujejo tudi po tej varianti, kaj narediti oziroma kako narediti oziroma katero platformo izbrati, da bo primerna, če se v nekem trenutku odločijo iti na mednarodni trg, zlasti govorimo recimo angleški trg ali pa tudi v končni fazi tudi nemško govoreči trg. Zdaj, ena opcija je seveda, da postavimo ločeno platformo in čisto rečemo, ok, za mednarodni trg bomo pa naredili čisto ločeno platformo na čisto ločeni platformi, mislim pač na ločenem linku in tako naprej. Tudi recimo se lahko odločimo, da naredimo čisto ločeno gradivo, skratka video lekcije gremo posneto od začetka čisto na novo za mednarodni trg. Vendar pa seveda to pomeni, da imamo dvojne stroške za najem platforme, to se pravi, plačujemo dve platformi naenkrat, lahko pač se odločimo, da je to platforma Thinkific, na primer, ampak je v tem primeru treba imeti dva računa, torej plačevati dvojni strošek. Za najem platforme upravljamo hkrati dve platforme in pa tudi z vidika gradiv je včasih tako, da nekaterih tipov video lekcij pravzaprav je lažje po eni strani kar prilagoditi ali pa optimalneje narediti prilagoditev oziroma lokalizacijo kar na obstoječih video lekcijah. Tokratni video vodič ne bo zdaj čisto klasičen video vodič, kot jih imamo sicer v spletnem hubu za spletne edukatorje, torej ne bo toliko tehnične narave in ne bo zahteval, bom rekla, neke aplikativnosti, da bi nekaj takoj dali v prakso, temveč bo bolj, rekla, usmeritvene narave, to se pravi, bolj v tej smeri, da pokažem, kakšne vse opcije obstajajo in pa o čem vse je treba razmisliti, preden se sploh podamo na takole pot. Bom pa seveda pokazala zadevo na platformah Teachable in Thinkific, ker sta obe platformi primerni seveda tudi za slovenski trg in ker govorimo o dvojezičnosti, sta torej, bom rekla, najbolj primerna opcija, ker namreč, če greste na mednarodni trg, pa da boste imeli čisto ločeno platformo, potem vseeno niste omejeni niti na te platforme, ki ponujajo opcijo slovenskega jezika, ampak imate praktično neomejeno izbiro, kar se tiče teh platform. In pa dotaknila se bom bom rekla, lokalizacije oziroma prilagoditve video lekcij na ta način, kako jih lahko prilagodimo s pomočjo Screenpala, torej orodja, ki ga uporabljamo tudi sicer za pripravo in snemanje spletnih tečajev. Torej, kaj smo pogledali? Pogledali si bomo, prva stvar bo izbor oziroma prilagoditev platforme za dvojezičen trg. Pregledali bomo torej bolj iz tega vidika, kaj to potegne za sabo, kar se tiče prevodov tega uporabniškega vmesnika, torej da je to primerno tako za, bom rekla, tiste udeležence, ki gledajo zadevo v slovenščini, kot tiste, ki gledajo v angleščini, kako si lahko z nekimi določenimi malenkostmi v teh platformah pomagamo, da vsem navidezno, kljub temu, da imamo eno platformo, da lahko navidezno ločimo, pravzaprav da zgleda kot da imamo dve. Pogovorili se bomo tudi o teh zadevah, kar se tiče pogojev in pa politike zasebnosti, ki seveda morata biti dvojezične v tem primeru. Potem gremo na drugo točko, si bomo pa pogledali v bistvu to lokalizacijo video gradiv. Zdaj tukaj ne bom toliko šla tehnično, tako kot sem že rekla, ampak predvsem iz tega vidika, kako se tega lahko lotimo oziroma kako se to dela, če imamo glede na različne tipe gradiv. In pa v bistvu na kaj biti pozoren, ko se odločamo oziroma ko pripravljamo taka gradiva. In pa tretja stvar, ki bi v bistvu resnici morala biti prva, ker je ful pomembna, ker je zelo pomembna, ampak da vas ne prestrašam, če se malo pohecam, jo bom dala na tretje mesto, ker je včasih, bom rekla, pač iz moje prakse vidim, da se ob tem ljudje včasih prestrašijo, pa ni potrebe pri tem, da bi se prestrašili, potreba je samo potem, da pač to ozavestimo, da to je pomembno oziroma da to vpliva na našo odločitev. In sicer pogledati si bomo zadevo z vidika edu-biznisa, to se pravi z vidika online biznisa, namreč plačilni sistemi in razne računovodske zadeve, ki se potegnejo za sabo oziroma ki so del tega, če se odločamo oziroma ko gremo na mednarodni trg.
Takole, to je bil en kratek uvod v to, kaj se v spletnem hubu za spletne edukatorje dogaja ta teden. Torej, celotna video lekcija, celoten tak mini trening, tam nekje v obsegu pol ure, če se tudi lotaš zraven in preizkušaš zadeve, te torej čaka v članskem programu Spletni hub za spletne edukatorje, kjer v bistvu vsak teden posvetimo, bom rekla, pol ure ali pa recimo eno pedagoško uro na teden posvetimo eni majhni zadevi z področja spletnega poučevanja, to je od video lekcij, izgradnje spletnih tečajev, do zoomanja, do orodij z področja edo-marketinga in edo-biznisa, spletnega edo-marketinga in edo-biznisa in tudi spletnim učilnicam in različnim, bom rekla, orodjem in tehnikam, kako uspešno in učinkovito moderiramo online programe. Poleg tega imaš v spletnem hubu za spletne edukatorje dostop pa tudi do celotnega spletnega tečaja, spletni edukator, ki pa v bistvu predstavlja osnovo za vse tiste, ki želite se naučiti izgrajevati spletne tečaje, čisto od ideje do izvedbe, oziroma za tiste, ki jih že izgrajujete, da lahko majčkeno pobrskate, kako jih si še olajšate svoje delo oziroma kako še izboljšate oziroma naredite spletne tečaje bolj učinkovite. Tako da, celoten video trening torej na voljo v spletnem hubu za spletne edukatorje.